uspela, Lior, kako sta vesela, znova odprta kuhinja. Če se ne motim, je tukaj že? 11. sezono, ja, nazaj smo. So, 11th season, we're back. Finally. It's been a long winter. We are looking forward to start our second decade on Pogačarjev trg. We're very happy to get a beautiful sunny day, and from now on every Friday you can find us here in the same place. Ja, torej Lior je rekel, da smo imeli dolgo zimo, ki jo imamo sicer radi, ker takrat raziskujemo nove možnosti za nove ponudnike na odprti kuhinji, ampak čudovito sončno vreme, nazaj smo in upamo, da je pred nami ena super sezona. Če se ne motim, vi skrbite za stike z javnostjo, Lior je pa tukaj že od vsega začetka. Tako, Lior je v bistvu razlog, da je odprta kuhinja sploh nastala, zato ker je pravzaprav, ko se je preselil v Slovenijo, je veliko jedel zunaj in tako spoznaval različne slovenske jedi in tudi različne sestavine, ki so značilne za pri nas, recimo čemaš, lisičke in take stvari, ki jih, to se pravi, v Izraelu ni. Nimajo, ja, no. In to ga je vse toliko navdušilo, da je v bistvu začel razmišljati, zakaj ne morem na enem mestu najti vsega tega, ne? In je potem iz tega nastala ideja za odprto kuhinjo. Je morda omenili ste Izrael, vem, da je v petkih v Izraelu šabat, je morda kaj to povezano s petkom? Good question, right? Yeah, good question. I mean, Friday, I think it's something, that we can all relate to, is the beginning of the weekend. And for us, this is the best celebrate to start the beginning of the weekend. After a long working week, to come to Pogačarjev trg, to meet friends that you didn't see for a long time, see food that maybe you missed, and everything, to find everything in one place. I think this is the magic, and it doesn't matter which day we will do it, but I think Friday is perfect. Ja, tako kot je Lior omenil, to se pravi, katerikoli dan bi delali odprto kuhinjo, bi bilo super, ne? Zaradi tega tako prijeten, ko je konec vsega službenih obveznosti in vsega, ne? Jaz vedno pravim, da je, ko prideš v petek na Pogačarjev trg, kar občutiš en tak kolektiven vzdih olajšanja. Vikend je. Konec delovnega tedna, s prijatelji se bomo dobili, povedali bomo nekaj dobrega, poskusili bomo nekaj novega, spili kakšen kozarc, se poveselili v družbi in mislim, da sploh po zadnjih letih, napornih letih vsi to rabimo. The opening event represents the beginning of spring, but odprta kuhinja represents the beginning of the weekend from now on. Ja, omenili ste novosti, tudi letos jih bo kar nekaj, lahko še to malce se dotaknemo? Aha, ja, novosti vsako leto pravzaprav poskrbimo za to, da začinimo ponudbo z novimi stvarmi in tudi letos. Mogoče bi omenila, to se pravi, pekarno Ana, ki je, to se pravi, velika ljubljanska uspešnica, znamenite šefinje Ane Roš. Potem še za sladkosnede tudi naši stari znanci, stari piskar, ki jih poznamo po super mesnih jedeh, so se odločili postaviti še sladki piskar z klasičnimi zavitki, štrudli po receptih njihovih babic. Potem je tukaj so krasni bowl, to se pravi res spisane sklede polne zdravja, vitaminov. Preplet okusov bi rekel delala. Tako, preplet okusov, hitra izbira, ampak ne hitra hrana. Potem je tukaj čudoviti pršuti, memon pršuto iz vse Evrope z zaščitenim geografskim poreklom, starani do 36 mesecev, božanski. Potem so, did I forget, kaj sem pozabila? Gelaterija Di Matteo. Še za sladkosnede, gelaterija Di Matteo. Torej bo letos veliko sladkega, če prav razumem. Res bo veliko sladkega, ampak moram pa omeniti tudi to, da imajo tudi naši redni ponudniki, torej tisti, ki so z nami že vrsto let, ali pa celo od začetka nekateri, 10 je takšnih, ki so z nami že od prve sezone. Tudi oni so kar nekaj novosti pripravili za letošnjo sezono, malo posodobili svoje menije, dodali kakšno novo jed, kakšno novo pijačo, tako da vsekakor res priporočam malo raziskovanja, da bomo tekom sezone lahko poskusili čim več teh novosti. Pa še nekaj Dragon Street Food, and then
and break by Chef Jörg Zupan, and the new atelier will join. And Drinks Pika SI is going to join us with amazing selection of champagnes and spirits. And we can guarantee for many more surprises during this year. Pa še po nečem je znana odprta kuhinja varovanja okolja. Tako je, ja, seveda, vsako leto, pravzaprav že vrsto let, a ne, si prizadevamo za to, da je odprta kuhinja trajnosten dogodek. Dolgo nazaj smo že izločili vso plastiko in je, bom rekla, lahko rečem, da urejamo ledino na področju trajnostne organizacije takšnih javnih druženj. Vestno ločujemo odpadke, nekateri nam ne verjamejo, da so kozarci za pivo, da grejo lahko v zabojnik za biološke odpadke, ampak presežen, da grejo lahko. In pa seveda omenim še to, da že kar precej let tudi sodelujemo za Slovensko filantropijo, ki na koncu vsake ljubljanske kuhne poskrbi za to, da viške hrane dobijo pomoči potrebne družine. Skratka, vse združite prijetno s koristnim. Tako, odprta kuhinja je vključujoč dogodek za vse generacije, za vse globine denarnic, za vse okuse, za vse načine prehranjevanja. Moram pozabila sem moment, ful pomembna novost za tiste, ki se prehranjujejo brezmesno, je letos Juicy Marbles. To je slovenska revolucionarna alternativa mesu. Lahko vam garantiram, da kaj takšnega še niste probali. Torej, če za konec ponovimo, kdaj in kje? Vsak suh sončni petek. Ja, vsak petek. Od jutra do večera. Do konca oktobra, od 10. ure do 9. ure zvečer. Tako, tudi v soboto. In ob sobotah na gostovanjih po Sloveniji. Pa nekaj kraj, še to omenimo, ker so ravno kateri kraji bodo letos, kar se gostovanj tiče? Zaenkrat imamo potrjene Novo mesto. Novo mesto, Nova Gorica, Ptuj, Slovenj Gradec, pa imamo še malo presenečenje zdaj. Skratka, naj spremljajo vse te stvari tudi na spletni strani, odprta kuhinja.si, če se ne motim. Tako, pa seveda na naši. Pa ne postavlja, da je Pivo Burger pa Brina festival. Ja, Pivo in Burger Fest spomladi in jeseni, pa festival Brina z novim konceptom, torej nič več samo gin and tonic, ampak širše, v začetku junija.